Delavci ptujskih pekarn niso dobili obljubljenih plač. Kdaj bo kraljica poljščin spet na slovenskih njivah? Glasbena pravljica, ki je uprizorjena s pomočjo lutk. Pozdravljeni. Dnevnik začenjamo s finančnimi težavami ptujskih pekarn. Vodstvo je danes delavcem obljubilo, da bodo plače za oktober prejeli še ta teden. Zaposleni so bili s pojasnili zadovoljni, zato so priprave na stavko za zdaj prekinili. Družbo, ki ima blokirane vse 4 račune, je v likvidnostne težave pahnila Mariborska Probanka, ki ni podaljšala roka za odplačilo dobrega milijona evrov posojila. Branko Kolarič je v ptujskih pekarnah zaposlen že 35 let. Plače še nikoli niso zamujale, pove. Z današnjimi pojasnili vodstva je zadovoljen. Mi imamo plačo 18. Sicer smo danes imeli sestanek z njim in je obljubil, da ta teden plača bo. V podjetju, ki jim dolguje tudi del lanskega in ves letošnji regres, zdaj ne bodo stavkali. Mi smo se odločili stavkovni odbor, če do petka ne bo plače, bomo v ponedeljek šli na sindikat in bomo napovedali stavko. Da stavke ne bo, pa je optimističen direktor Hribernik. S Probanko naj bi se namreč dogovorili, da sprosti račune. Ugodili so zahtevam po dodatnem zavarovanju posojila in zastavili nepremičnino. Dogovor za Probanko je bil že sklenjen prejšnji teden, da se to umakne, zato ne vidimo problemu, da do tega ne bi prišlo. Točno pa ne morem reči, ali bo to danes ali bo to jutri, ampak računamo, da v tem tednu. Čakamo samo na uradni dokument z Probanke, da ga podpišemo. Proizvodnja v podjetju sicer teče nemoteno. 60 zaposlenih letno ustvari skoraj 3 milijone evrov in pol prometa. Izdelke pa dobavljajo vsem pomembnejšim trgovskim verigam, šolam in bolnišnicam. Nadaljujemo s kmetijstvom. Mariborska fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede ter Združenje pridelovalcev sladkorne pese sta podpisala sporazum o sodelovanju pri skupnih projektih na področju ponovne vzpostavitve sladkorne industrije v Sloveniji. Raziskava je namreč pokazala, da bi ponovna pridelava sladkorne pese pri nas povečala ne le samo oskrbo, temveč ustvarjala tudi več 100 novih delovnih mest. Kmetje upajo, da bodo lahko peso spet gojili po letu 2017, ko bo Evropska unija odpravila sladkorne kvote. Slovenski kmetje si želijo, da bi lahko ponovno pridelovali sladkorno peso, ki je na naših njivah ni več že od leta 2006. Ker se veliko govori o ponovne izgradnje tovarne in pridelave pese v Sloveniji in šparamo zemljo, da se opomore. Zato, ker se v vse deželah, kjer sladkorno peso prideluje za sladkor, to splača. Mi pa še imamo dodaten interes, da sledimo napotkom Ministrstva za kmetijstvo, da si naj dežele, članice Evropske unije, zagotovijo prehransko varnost. Nedavna študija, ki so jo opravili na Mariborski fakulteti za kmetijstvo, je namreč pokazala, da bi bila pri- in predelava kraljice poljščin ekonomsko upravičena. Cena sladkorja na svetovnem trgu namreč raste. Njihov interes izhaja predvsem iz tega, da tisti, ki so dalj časa bili v tem poslu, so natančno vedeli, da so kar v večjem številu let lahko dobro zaslužili. V Združenju pridelovalcev sladkorne pese si za 5 milijonov evrov želijo odkupiti zemljišče nekdanje tovarne sladkorja v Ormožu in na istem mestu postaviti nov obrat. Imajo tudi že tuje vlagatelje, a jih pri tem ovira birokratski zaplet. V gnilem socializmu smo rabili 2 leti, da smo tovarno izgradili, zdaj pa je birokratsko ne znamo razgraditi 7 let. Ker Slovenija ni v celoti razgradila tovarne sladkorja, ji grozi, da bo morala Evropi vrniti 8,7 milijona evrov. Spor obravnava celo Evropsko sodišče. V Združenju pridelovalcev sladkorne pese pa upajo, da bo zaplet čim prej končan. Bojijo se, da bi vlagatelji odgnali predolgi slovenski birokratski postopki. Ker so banke vse bolj zaprte za kreditiranje, se vse več mladih denar za uresničitev podjetniških zamisli išče preko spletnih platform. Združena ekipa iz Trbove, Ljubljane in Polzele, ki je razvila pametno aplikacijo Čipolo za iskanje izgubljenih stvari, je na spletni platformi Kickstarter zbrala okoli 300 000 evrov. S tem denarjem naj bi začeli proizvodnjo izdelka, ki je v celoti plod slovenskega znanja. Tudi snovalci lesenih fotoaparatov so po več kot leto dni garanja 100 000 evrov za zagon proizvodnje pridobili prek spletne platforme Kickstarter. Množica ljudi iz celotnega sveta
podpira tvojo idejo. In s tem, da jo oni podprejo, si ti dejansko zavezan, seveda jo podprejo s finančnimi sredstvi, ki so zelo minimalne in zato je tudi riziko za njih minimalen. Ampak s to podporo dejansko oni na koncu dobijo končan produkt, ne. Seveda pa za uspeh ni pomembna samo zamisel oziroma zanimiv proizvod, temveč predvsem dober marketinški pristop. Na kak način se pripravi predstavitveni video za te različne platforme, opis izdelka, različne te kategorije podpore, torej katere razrede in za kakšen denar in kaj bodo dobili tisti podporniki v zameno. Obstajajo pa tudi drugi načini financiranja. Možno je pridobiti tako imenovano zagonsko subvencijo, ki jo zagotovi Slovenski podjetniški sklad, ali pa idejo finančno podprejo poslovni angeli. Poslovni angeli predstavljajo eno izmed lastniških virov financiranja oziroma načinov financiranja, zahtevajo določen delež v podjetju in pa seveda zahtevajo nek donos na svoj vložen kapital. Kar se tiče same podjetniške ideje in pa rešitve, zahtevajo kompetenten tim z dovolj veliko bolečino in pa dovolj velikim in rastočim trgom. Drznejši in tržno zanimivi projekti so s pomočjo Kickstarterjev dobili tudi več milijonov dolarjev zagonskega kapitala. Tako je denar poiskalo tudi že 8 slovenskih ekip. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je danes delodajalce pozvala k izplačilu 13. plače in božičnice. V skladu z določili kolektivnih pogodb naj jih podjetja delavcem izplača v novembru in decembru. Poglejmo še drugo dogajanje na domačih tleh. Poslanci Državnega zbora so novembrsko plenarno zasedanje začeli z vprašanji premierki Alenki Bratušek in ministrom. Opozicija pričakuje premierkine odgovore v zvezi z makroekonomskimi napovedmi, položajem mladih in nepremičninskim davkom. Premierka odgovarja, da je davek na nepremičnine eden najbolj razširjenih davkov v Evropski uniji, po višini pa Slovenije ne odstopa od povprečja. Glede zaposlovanja mladih pa je ponovila, da ti ostajajo absolutna prioriteta vlade. Koalicijo pa zanimajo aktivnosti v zvezi z demografskim rezervnim skladom, ki ga mora država ustanoviti do začetka leta 2015. Z njim pa naj bi financirala primanjkljaj v pokojninski blagajni. Z ustanovitvijo omenjenega sklada se vlada po besedah Bratuškove ukvarja. Sicer pa so bile med najodmevnejšimi točkami dnevnega reda interpelacija zoper ministra za finance Uroša Čuferja, zakon o odškodninah za izbrisane, spremembe socialne reforme in zakon o računu plačnih nesorazmerij. Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in prostor pa je na nujni seji zavrnil predlagana sklepa o pozivu vladi, naj pred uveljavitvijo nepremičninskega davka prilagodi zakonodajo na področju množičnega vrednotenja in posodobi evidence. Vlada sicer načrtuje spremembe, po katerih bi v določenih primerih individualno ovrednotili nepremičnino. Programski svet Radiotelevizije Slovenija je na današnji seji obravnaval letni načrt javnega zavoda za leto 2014, ki med drugim zajema predloga finančnega in programsko-produkcijskega načrta radijskih in televizijskih programov ter predloga programskih shem in razvojnih projektov v prihodnjem letu. V programskem načrtu za Radio Slovenija je recimo posebnost načrtovano zmanjšanje deleža govora na drugem programu za 2%. Na Televiziji Slovenija pa za prihodnje leto načrtujejo preoblikovanje sedanje strukture prvega in drugega televizijskega programa. Večkrat smo že poročali, da so se zaradi nove metodologije financiranja srednjih šol, ki je začela veljati letos, zlasti srednje šole in dijaški domovi z manj dijaki, znašli v težavah. Nekaterim srednjim šolam so se sredstva znižala tudi za 200 tisoč evrov. Spremenjene socialne razmere, ukinitev štipendij za mladoletne dijake in subvencioniranje vozovnic pa so močno razredčili tudi število bivajočih v dijaških domovih. Ukrepe države so še najbolj občutili v dijaških domovih v manjših krajih. Na Ptuju imajo tako od 80 postelj zasedenih le 37. Razlog, večina staršev se je po ukinitvi štipendij odločila za vsakodnevno vožnjo dijaka v šolo. Zaradi tega, ker je mesečna vozovnica vse cenejša in starši se odločajo za to možnost. Vendar bivanje v dijaškem domu in oskrbnina v dijaškem domu, ki je že 4. leto enaka, je 208 evrov in to je za veliko število družin prevelik znesek.
Težava pa je ob slabi zasedenosti tudi vse daljši seznam uporabnikov, ki ne zmorejo več poravnavati stroškov bivanja. Tako da približno tretjina dijakov oziroma staršev je takih, ki dolgujejo bodisi en mesec ali pa več mesecev nazaj. Tako da ta dolg se kar nabere in je seveda to tudi moteče za poslovanje samega doma. A že z novim letom si obetajo več vpisa, država bo namreč dijakom vrnila štipendije. Z tem, ko smo skupaj z dijaško organizacijo in z številnimi pobudniki spremembe zakona o štipendiranju v skupnosti dijaških domov naredili vse, da bi se štipendije vrnile, sem vesela in zadovoljna, da se je to tudi zgodilo. V ptujskem dijaškem domu so se bili sicer pri krpanju finančne luknje prisiljeni znajti na trgu. Tako so odprli hostel za večje skupine, organizirali rojstne dneve, popoldansko varstvo in motivacijske delavnice za dijake srednjih šol. V nekdanji prestolnici modne industrije Slovenije, Murski Soboti, je bila včeraj na ogled modna revija mladega oblikovalca in krojača Aleša Černija. Krojenje in šivanje sta zanj predvsem umetniški izziv in se s tem poklicno ne ukvarja. S svojimi kreacijami pa se je Aleš že predstavljal tudi v tujini. Pred 2 letoma je Aleš ob našem obisku v delavnici govoril o viziji, ki ni bila niti malo skromna. Svojimi kreacijami stopiti v svet visoke mode. Z današnjo revijo, kjer je postregel s kreacijami visoke in tudi povsem vsakdanje mode, je gotovo korak bliže cilju. Trudim se, da delam, ni mi težko, ker obožujem to delo tako, da vsak trenutek mojega dela se poplača, nekoč nekje nekdaj. Obleke so stvar trenutnega navdiha, pravi. Na njih je bilo prepoznati sledi prav vseh letnih časov in različnih priložnosti, s poudarkom na ženstvenosti. Namenjene so ženskam, ki imajo stil. In ženske so bile zadovoljne. Zanimive kreacije, je bilo všečno. Kaj je bilo tisto, kar vas je najbolj pritegnilo? Precej nosljivih stvari. Prav s tem je tudi prepričal. Unikatno oblačilo, njegov poseben stil. Si boste privoščili kakšno od kreacij? Ja, nekaj že nosim od njega, nekaj pa še sigurno bom, ja. Glede na to, da cilja daleč, kdo ve, morda se bo z njegovim imenom v pokrajino ob Muri vendarle vrnila povest. Tista o dobrih krojačih, ki je bila nekoč tam že doma. Pri kulturi smo. Lani so na glasbeni in baletni šoli Antona Martina Slomška začeli projekt Papagenov festival. Gre za cikel glasbeno-baletnih predstav, s katerimi želijo otrokom približati tako opero kot tudi balet. Najnovejša predstava, ki so jo zasnovali, je nastala po literarni predlogi Tatjane Kokalj in Jane Kolarič, nosi pa naslov Koga se strah boji. Ko je Tanja Ajtnik-Miškovič, profesorica klavirja na glasbeni in baletni šoli Antona Martina Slomška v Mariboru, bila na porodniškem dopustu, ji je pod roke prišla knjiga Koga se strah boji. In to je bila, kot priznava, ljubezen na prvo branje. V 5 minutah sem imela scenarij, kako bi to izgledalo. Poklicala sem našo gonilno silo projektov Simono Raffanelli Krajnc, ki je prevzela režijo, ki se je spomnila, kako bi izgledale lutke, in tudi je naučila pevce peti. Ona je bila takoj za in potem tudi Tadeja Kušarja, našega skladatelja in učitelja na naši šoli. Ker imamo močan solopevski oddelek na šoli in zelo močan klavirski oddelek, smo nekako skupnimi močmi nekako dobili idejo, da bi napravili to za klavir 4-ročno, torej igrajo mlajši učenci in starejši učenci, tudi nekaj profesoric igra. Nekje na sredini našega ustvarjalnega procesa smo se odločili, da bi tudi potem dodali lutke, ker so pač pevci odrasli, in da nekako to dvodimenzionalnost nekako prikažemo. Tadej Kušar je napisal avtorsko skladbo in uglasbil songe iz pravljice. Slednja govori o 4 prijateljčkih živalih, ki jih v gozdu straši strah. A ta ima moč le tedaj, ko so živali same. Še posebej račko se ga zelo boji, medtem ko se mu po robu postavi poskočni dolgouhec. Zajec je malce strahopeten, vendar ob tem, ko se je tako najedel zelenjavne juhe in ni mogel nič več storiti, ni mogel zbežati strahu, se mu je uprl in s tem na šaljiv način ga nekako zaustavil, da strah sploh ni vedel, kaj bi naredil. Strah je votel, okrog ga pa nič ni, pravi pregovor, vendar ima tudi on svoje strahove. Naš strah iz pravljice se zboji, ko je na kupu več ljudi.
Ta poanta, da če se združimo s pravimi ljudmi in če verjamemo vase, potem lahko premagamo vsak strah in zmoremo vse. In takšno sporočilo mora obkrožiti v današnjem času v svet. Še šport. Po 5 oziroma 6 krogih srednje evropske odbojkarske lige sta na vrhu slovenska kluba. V moški je to s 5 zmagami in porazom ACH Voli, v ženski z enakim številom zmaga brez poraza pa Nova KBM Branik. Igralke tega kluba so nazadnje s 3-0 premagale odbojkarice avstrijskega Linza, ki so v zadnjem nizu dosegle le 5 točk. Igralke Linca v belih majicah so v Mariboru opozorile nase le na začetku prvega niza, ko so prišle do prednosti 10-5. Sam početak utakmice smo ušle možda preopušteno u nekom grču ili nečemu. Dugo nam je trebalo da dođemo u svoj ritam, svoju igru, a kad smo to postigli, riješili smo utakmicu na način na koji jesmo. Zasuk se je začel z odličnimi servisi Nike Blagne, na katere gostje niso našle odgovora. Mariborčankam je uspel delni izid 8-0. Tudi zaradi napaka avstrijske ekipe so prvi niz dobile s 25-22. V nadaljevanju je bilo na igrišču vse v znamenju odbojkaric v rdečih dresih. Ekipo Linca so ustavljale z odličnim blokom, poleg tega so imele v napadu zmeraj ustrezno rešitev. To potrjuje tudi izid v drugem nizu, 25-14. V tretjem je šlo še lažje, vse po znanem receptu. Izvrsten servis, težave Linca pri sprejemu, nato pa silovit mariborski zaključek. Nismo nič pričakovali, šli smo v tekmo maksimalno, je res šlo lažje, kot smo mislili, vsaj jaz sem šla na polno na tekmo, tako da je bilo v redu. V tretjem nizu so igralke Branika zmagale kar s 25-5. Najučinkovitejša je bila Ana Starčević. Desničarka je eno izmed svojih 17 točk dosegla celo z levo roko. Po neprepričljivem uvodu v tekmovalno sezono se odbojkarji mariborskega Lunosa vzpenjajo po prvoligaški lestvici. V zadnjih 4 odigranih krogih od skupno 8 so 3-krat zmagali in zato napredovali na 4. mesto. Bolezni, poškodbe, na to nismo imeli vpliva, porušilo se nam je v tistem tednu, ko smo bili odsotni, sedaj gradimo na novo in se pobiramo. Danes vrhunski prvi set že, drugi tudi še v redu, tretjega malo še padamo, ampak vsekakor to je zaradi tega, kar se nam je dogajalo in pa tudi v tem tempu imamo 8-9 igralcev, tam mladi še le prihajajo. Ta tempo sreda sobota je res naporen in vsekakor, da prihaja do malo tudi utrujenosti, ampak ne glede na to, mi smo danes podelali stvar tako, kot se spodobi. 3-0 zmagali, točke so tukaj in čaka nas čez par dni že novo gostovanje. V kinematografe prihaja nov slovenski športno-izobraževalni film Na kanto, posnet po knjižni uspešnici slovenskega učitelja smučanja Sandija Murovca. V uvodu filma, ki govori o sodobni tehniki smučanja, nastopi tudi najboljša smučarka na svetu, Črnjanka Tina Maze. Slovenska premiera bo 22. novembra, prihodnji mesec pa bodo film predvajali tudi v Atenah, Sarajevu, Šladbingu in St. Moricu. Kaj se dogaja na mednarodnih tleh pa v nadaljevanju? Najprej poglejmo k sosedom na Hrvaško. Hrvaška se danes spominja tragične zasedbe Vukovarja leta 1991. V spominskem sprevodu za žrtve Vukovarja, ki se ga je udeležilo več 10 000 ljudi, pa ni bilo predsednikov Hrvaškega sabora, države in vlade, saj so jim udeležbo preprečili. Obstrukcija državnega vrha je bila pričakovana, napovedal jo je namreč štab za obrambo Hrvaškega Vukovarja. Ta že skoraj 3 mesece ostro nasprotuje postavitvi dvojezičnih napisov v cirilici in latinici v tem mestu. Delavci v jedrski elektrarni Fukushima so začeli odstranjevati gorivne palice iz 4. reaktorja. Zelo zahteven in nevaren postopek je nujen za stabilizacijo razmer v elektrarni. V bazenu je 1500 skupkov palic, celotna operacija odstranjevanja pa naj bi trajala več kot leto dni. Po srednjem zahodu ZDA je v nedeljo divjalo več 10 tornadov. V zvezni državi Illinois je umrlo 5 ljudi, več 10 je ranjenih. Po navedbah vremenoslovcev so do večera po lokalnem času našteli skoraj 80 tornadov, ki so jih spremljale močne nevihte z obilnim dežjem, pa tudi točo. Na več letališčih, med drugim v Chicagu, so zato odpovedali številne polete ali pa so nastale zamude.
V Indoneziji sta izbruhnila 2 ognjenika. Vulkan Sinabung na Sumatri pepel občasno bruha že od septembra. Zaradi današnjega izbruha pa so morali preusmeriti več letal. Okoli 5000 ljudi, ki so jih evakuirali že po začetnih izbruhih, se na območje še ne sme vrniti. Na otoku Java pa je izbruhnil ognjenik Merapi, zaradi česar je kakih 600 družin zapustilo domove, a so se kmalu vrnili, saj neposredne nevarnosti ni bilo. In kaj nam napovedujejo vremenoslavci? V torek bo večinoma oblačno, občasen dež se bo sprva pojavljal predvsem na zahodu, popoldne in zvečer pa tudi drugod. Ob morju lahko zagrmi. V sredo in četrtek bo večinoma oblačno, ponekod bo občasno deževalo, pogosteje v zahodnih krajih. Spoštovani, to je bil ponedeljkov dnevnik. V počastitev mednarodnega dneva preudarne rabe antibiotikov pa ob 20:05 vabljeni k ogledu oddaje Zdravstveni nasvet. Gostili bomo magistra Rajka Saletingerja z oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Mi pa se znova vidimo v večernih novicah tik pred oddajo. Nasvidenje.